Bog nikoli ni pričakoval, da smo dobri ali slabi. Bog je pričakoval, da živimo svoje življenje. Kaj ne bom, moram biti uspešen. Zdaj moram pa razmisliti, kje bom lahko najbolj uspešen. Ne, najprej se vprašaj, kje je tvoje poslanstvo. Verjamem, da se je marsikaj gradilo že prej. Prihajam, da stik z mladimi izgubljamo oziroma ne ponujamo okolja, ki bi jih dovolj stimuliralo k tej človeškosti. Ta digitalno okolje je res sovražno za razvoj. Pokrovitelj oddaje je založba Primus. Moj gost je Klemen Lah, profesor z Valdorske gimnazije in avtor te izjemne kriminalke z naslovom Goldfish, pri kateri ne veš, kaj te čaka, in potem si seveda presenečen. Klemen, pozdravljen. Dober dan. A res tole obdobje korone iztisne iz človeka take stvari, kot so v tej kriminalki? Jaz verjamem, da krizni časi, vse tako potrjuje literatura, človeka vedno spravijo na bolj skrajen rob. In na skrajnem robu so ideje res bolj zanimive, najbrž kot je v običajnem življenju. Res pa je, da tole delo je začelo nastajati pred krizo. Ene stvari so me potem presenetile, ker govorim recimo o tem, kako bodo oblastniki spremenili zakonodajo za primer, če pride virus ali kaj podobnega. To so pač najbrž duh časa, ki se ujame po naključju. Drugače pa kot žanr pa ni kriminalka. Bom malo več razložil. Bralci najbrž oziroma gledalci poznajo roman Dostojevskega Zločin in kazen. Tudi ta roman ni kriminalka, ker ga ne zanima toliko, kdo je morilec. Kdo je morilec, vemo pravzaprav že skoraj od začetka. Oziroma, kdo bo moril. Tisto, kar Dostojevskega tam zanima, je morilčeva duša. Zakaj bi nekdo dvignil človeka nad drugega? Psihološki thriller. Tako je, zato tem rečemo, ali pa psihološki roman. Tako da oznake naj se bodoči bralci ne primajo tako zelo trdno. Jaz bi prej rekel, da je psihološki roman ali pa psihološki thriller. Tako je, ustvarjamo napetost. Morilec je precej kmalu znan, vendar to še ne pove vsega. Ja, psihologija je pa res bogata. Kako so tukaj razčlenjene osebe, dogodki? Mislim, gre res globoko v psiho. To se vidi, da si v bistvu to študiral, ne? Da te to iz duše, iz dna duše zanima. Res me zanimajo ti vzgibi. Večina bralcev mi je dala podoben odziv, da tisto, kar je pri tem romanu jih najbolj navdušilo ali privleklo, so prav značaji, oblikovanje teh oseb. Seveda tudi zgodba sama teče in so del te zgodbe, ampak tam, kamor svetijo žarometi, to so tisti, ne bom rekel najbolj temni kotički duše, ampak vsekakor tam, kjer je malo bolj temačno. A pa je bil to tvoj filter pisanja te knjige? Zato, ker res je v bistvu, mislim, blazno je kritična, no? Ko jo prebereš, res se zamisliš na tem, a si dober človek ali nisi, znajdeš se, ne vem, v položaju pač skoraj vsakega lahko se najdeš, ne znajdeš, se lahko najdeš. Eno vprašanje, ki mi ga pogosto postavlja, je, kdo je glavni junak. Ni tako zelo razvidno. Ne. In morda zato, ker sem hotel ustvariti več oseb, ki živijo druga ob drugi in njihove usode se prepletajo. In ko me vprašajo, dobro, ne vemo, kdo je glavni junak, ampak kdo si pa ti? Vsi. To so te naši eksperimentalni jazi, ki jih imamo notri. In vidimo, če se v določenih okoliščinah se prebudi ena druga osebnost nas. In v spet drugačnih okoliščinah spet druga. Ene se ojačajo, ene so bolj šibke. In ta roman je pač, kot bi rekla, neka petrijevka, v kateri so vsi ti moji notranji jazi razvijajo v določenih okoliščinah in potem včasih seveda lahko tudi groza, tudi ti najbolj temačni liki. To pa nisi ti, ne? Rečem, sem. Ampak hvala Bogu, okoliščine niso takšne, da bi to razvil oziroma to zaživelo. Da bi to spodbudilo meni, Oziroma verjamem, upam, da ko bodo okoliščine take, da se morda tudi skozi to delo ozavest te temne plati in da se bom lahko bolj zavestno takrat lotil odzivov. Jaz bi tebe prosila, če na kratko opišeš, ne upam si, da ne bom kaj preveč povedala, da ne bom povedala kaj, kar bi rad, da ostane samo za bralce. Daj opiši nam na kratko tvojo knjigo. Jaz sicer upam, da sem napisal delo tako, da ni odvisno od tega, ali pride ven kakšen kvarnik ali ne. Torej, kakšna informacija. Vseeno pa bom zamolčal tisto, kar se mogoče mi zdi najbolj potrebno. Več zgodb se prepleta, ki se na koncu zlijejo skupaj. In bom omenil samo dve zgodbi, za katere se mi zdi, da sta pomembnejši. Ena se začne, torej z eno zgodbo se začne. Glavna junakina je Dunja Lužin, poročena z bogatim odvetnikom, ki ima močne vplive tudi v
oblasti, tukaj blizu na Miklošičevi ima pisarno. Dunja spi in zvečer je, mrak je in prebudijo policija. In policija želi vedeti, kje je njen brat, Rodja. Ja. Namreč ugotovili so, ko so prestrezali elektronsko pošto, da pripravlja teroristični napad. In verjamejo, da jim ona lahko da pomembne podatke. On je pa umetnik. On je pa umetnik, tako je. Zelo čudno je in drugače, strogo nenasilen človek, vegan, zavzema se za mir, za nenasilje. Nemogoče je verjeti, da bi on kakorkoli, kjerkoli hotel sprožiti bombo. Ja. In to je tudi stališče njegove sestre, ki je popolnoma presenečena. To je zelo nekooperativno na začetku. Verjame, da je vse skupaj izmišljija policije. Ja. To je ena zgodba. In druga zgodba je zgodba mladega umetnika, ki postavlja diskont, Goldfish se imenuje. Goldfish je nizozemska nizkocenovna trgovinska veriga, ki prihaja v Slovenijo. Tega smo vajeni, pripravlja se veliki dan odprtja te trgovine. In te zgodbe se potem povežeta. Mislim, da je pa za bralce, ki želijo to brati, dovolj dober uvod, da presodijo, ali bi brali ali ne. Ja. Res me zanima, no, ko prebereš to knjigo, res me zanima, kaj bi rekel, kaj je zate zgleden človek. Ker vsi smo polni hip, vsi smo polni, bom rekla, misli, kako smo dobri in kako mi nismo nič krivi in kako smo mi krasni. In če bi bili vsi taki, kot smo mi, bi bil svet lepši. Kaj pa je zate en zgled človeka, ampak ne iluzoren zgled, ampak tak, da bi rekel, da se res lahko to živi? Zdaj vprašanje, kateri lik v romanu bi vprašal. Tole vprašanje. Tebe vprašam. In tukaj najprej sem slišal odgovore, recimo prav glavnega, z enega od glavnih junakov Rodje, ki on bi odgovoril, in ta odgovor mi je bil vseeno precej simpatičen, notri ga precej razvija. Rekel je, da je dobro življenje tisto, ki piše literaturo. Svoje, da bi bilo življenje, ki bi bilo vredno literature. Wow. Življenje, ki bi bilo vredno knjige. Ja, jaz sem malo bolj zadržan do tega, ker to lahko zide daleč, ampak on ima svojo filozofijo, tudi filozofijo Boga. Rekel je, Bog nikoli ni pričakoval, da smo dobri ali slabi. Bog je pričakoval, da živimo svoje življenje. Ja. Tako da bi kot učitelj konec koncev, ko me pa dijaki vprašajo kakšno tako vprašanje, se predvsej ukvarjamo z vprašanjem, kaj pa je tvoje poslanstvo, kaj pa je tvoj poklic, kam te pa kliče. In če boš to poslušal, ta notranji glas, kaj je tisto, kar v svetu lahko daš najboljšega iz sebe, to bo tudi najboljše za svet, potem si na predvsej pravi poti, da postane zgleden človek. Seveda pa tukaj veliko vprašanje, ali je to dobro ali slabo, ampak jim rečem, počakajte, to je včasih tudi stvar časa. Ne vemo, kaj se bo iz določenega semena razvilo. Ja. Tako da zgleden človek je predvsem tisti, bi rekel, ki živi, kakorkoli se to zdaj sliši. Ja. Ravno, če se vrnem k dijakom, ko govorimo, kaj bi pa on v življenju počel. Najno delo sploh ni ugotoviti, kaj bi on počel, ampak odriniti vse ideje, ki si jih je nakopal v teh svojih nekaj letih življenja, kaj ni bi on bil. Ja. Predvsem je pa treba v sodobnem času, če lahko še malo sem učitelj, kot sem v šoli, razumeti, da je zdaj ena od osnovnih vrednot uspeh. In da smo to nekako kot družba kupili ali posvojili, da je uspeh glavna vrednota. Vse ostale vrednote so postale pa spode. In že potem tudi mladi ljudje sledijo. Kaj ne bom, moram biti uspešen. Zdaj moram pa razmisliti, kje bom lahko najbolj uspešen. Ne, najprej se vprašaj, kje je tvoje poslanstvo. Uspeh bo prišel ali pa ne. In je manj pomembno. Spravi, Veš, ti si profesor, ti si učitelj v Waldorfski gimnaziji. Meni se zdi, da se učitelji premalo zavedajo, ne bom rekla zavedate, ker se mi zdi, da si drugačen, premalo zavedajo tega svojega poslanstva velikega, ki ga imajo, te velike dote, ki jo dajo potem svojim učencem, sploh recimo še v osnovni šoli in tudi v srednji. No. Kaj vse oni, kakšen vpliv imajo na te mlade ljudi, na njihov zagon, na to, da bodo dobili samozavest, da bodo dobili motivacijo, da se jim bo odprla tista vizija, ali pa obratno, da ga zapreš in zatuškaš. Bom kar prvo osebo množine uporabil. No? Smo vsi v tem učitelji in oboje je res. Po eni strani imamo eno izjemno moč, ki se je premalo zavedamo. Zveni učiteljsko delo kot, se nič kaj resnega ne moreš narediti, pa ni res. Jaz se včasih pošalim, ko mi prinesejo test nazaj, in sem se zmotil za kakšno točko, že pijo vdaleč, profesor, točko ste pozabili prišteti. Pa rečem, a vidiš, kako je fino, da nisem šel na medicino za kirurga. Zakaj? Ker lahko popravim napako, prinesi sem in jo popraviva.
In ja, imamo eno moč in hkrati lahko vedno znova korigiramo, popravljamo. Lahko seveda gremo tudi tako zelo daleč, da neko usodo krepko zagrenimo, to verjamem. Hkrati pa spet verjamem v neko svobodno voljo, v neko izkušnjo. Verjamem, da tudi učenci, dijaki niso iz sladkorja. Torej, da se marsikaj naučijo iz teh situacij, da jih tudi kakšne težje situacije ojeklenijo. In kadar mi tarnejo, recimo, ko sem razrednik, mi rečejo, pa težko je s tem sošolcem, pa s to sošolko, pa s tem učiteljem, pa z noro bom, mu rečem, izkoristi čas, uči se, tukaj je varno. Kaj boš enak karakter boš dobil pozneje v službi, recimo. Zdaj se nauči, kako z njim delati. Tukaj je varno okolje. Ja. Ne zavijaš jih v vatko, v bistvu. Poskuši najti rešitev. Včasih jih tudi zavijam. Jaz mislim, da je pomembno tudi zavijati v vato, dokler človek ni dovolj močan. Tudi, otroku ne damo alkohola pri 4 letih. Rečemo, ko boš dozorel, ga pa dobiš. Za dedka mrazamo povemo takrat, ko je prav, da ga ni. In enako je z otroki. Jaz mislim, da je treba zavijati vato, dokler ne vidimo, da so dovolj močni, da lahko stopijo na svoje noge. Potem je pa to odveč. Ne mi ti z prve roke povej, ker jih imaš toliko na voljo oziroma na ogled. A je z mladino kaj narobe danes? Ker kar dosti tudi naši oddaji govorimo o tem, koliko je depresije, koliko je pomanjkanje motivacije, koliko je izgubljenosti in tega. Ampak jaz nočemo to verjeti. Nekako nočemo to verjeti. Se mi ne zdi, da je stvar tako huda, prej se mi zdi, da jih slabo razumemo. Kaj pa je tvoje mnenje, ki si vsakodnevno s toliko različnimi karakterji? Spet bom razpet, kot tale moj Jezus tukaj. Ja, z vrečkami v roki. Po eni strani so že stari Grki tarnali, da kam gre ta mladina, kako gre vse v maloro. V redu. Pa vidimo, a je šlo v maloro, to lahko zdaj razmišljamo in presodimo, a je res ali ne. Ampak to, da starejši obupavamo nad mladimi, to je že vzorec, ki ga poznamo iz generacije v generacijo. Tako da v enem delu to jemljem kot ritual. V drugem delu pa mislim, da so res na preizkušnji, pa ne toliko zaradi te korone ali virusa samega, ampak zaradi tega, kar se mi v teh 2 letih dogajalo, in to je, da so bili potisnjeni pred zaslone. In odtrgani od nekih živih socialnih stikov. To pa je tisto, kar ljudje zelo potrebujemo. In če bo šlo v to smer, če zdaj ne bomo razumeli, da po teh 2 letih ti otroci potrebujejo žive stike, prosto igro, nekaj, kjer se bodo družili z ljudmi, zato da bojo bolj človeški, potem pa mislim, da me lahko skrbi. Če gremo pa v to smer, v katero zdaj kaže, v neko dobo digitalizacije, brez nekega širšega družbenega konsenza, kaj s tem v resnici počnemo in kam to vodi, potem sem pa zelo zadržan, pa vesel, da živim zdaj, kot živim in ne pozneje. Je pa to naloga te generacije, seveda. Jaz mislim, da te mladi niso tako naivni. Ja, ampak a je to tvoje razmišljanje o tematiki ali je to tvoje opažanje? Ti dejansko veš, da so mladi manj socializirani, da so manj človeški, ampak ne v slabem smislu, ampak pač v problematičnem smislu. Dejansko to opažaš ali je to tvoje razmišljanje, kam vse to lahko vodi? Ne, to je moje razmišljanje na podlagi opažanja. Trenutno, pa tudi številk, ki jih opazim v medijih. Nimamo samo epidemije virusa, trenutno imamo tudi epidemijo mladostniških duševnih motenj in obolenj. Psihiatrični oddelki pokajo po šivih, pa to ni metafora. Dejansko je zelo hudo. Česa takega jaz še nisem videl, da bi toliko mladih v tem trenutku potrebovalo psihiatrično pomoč. Tega nisem videl v vsem svojem življenju, toliko kot sem zdaj videl v teh 2 letih. Se pravi, zaradi kakšnih vse motenj? Je to motnja pozornosti, je to depresija, ali je to izgubljena motivacija, ali je vse to, kar naštevaš, spravi se je zbralo. Verjamem, da se je marsikaj gradilo že prej. Prihajam, da stik z mladimi izgubljamo oziroma jim ne ponujamo okolja, ki bi jih dovolj stimuliralo k tej človeškosti. Ta digitalno okolje je res sovražno za razvoj, to lahko rečem, brez kakšnih zadržkov. Če govorimo o zdravem človeškem razvoju, potem je treba vedeti, da digitalna tehnologija ima svoje mesto in je lahko orodje šele po določenem razvoju. Tako kot v tem alkoholu, o katerem sem govoril. Ga ne damo pred določenim letom. In jaz mislim, da če hočemo obvarovati svoje generacije, bi morali tudi pametni telefon, recimo, oziroma to tehnologijo, dati takrat, ko človek dozori. Lahko po letih, recimo tam nekje od do rečeš, pred katerim letom po tvojem mnenju ne bi bilo, ni smiselno ali pa ni pametno dajeti? Jaz bi si želel, ampak to je moja življenjska zgodba. Tudi telefona nisem imel do 25. leta. Pa ne morem reči, da mi je kaj manjkalo.
Vem, ampak ti si že druga generacija. To dajem samo v okvir, da me bodo malo razumeli, iz drugega časa sem. Ampak jaz mislim, da lahko zvenim konzervativno, se imam že malo pravico, ker sem že starejši. Pred 18 letom jaz ne vidim prave potrebe, razen da bi imeli dostop do računalnika in da bi iskali informacije ali kot tipkalni stroj. Kaj pa kdo danes pred 18 letom še nima? Se mislim, da je dobro revolucionarno povedati. Poglejte samo en prizor, lahko greste potem posnet pred šolo. Danes otroci, ko pridejo v šolo, to ni več tiste radosti, ko smo metali torbe, pa to šola, da te ne vidim vsaj en dan, in potem smo se razbežali in odšli. Ne, usedejo se pred šolo na zid, vzamejo telefon ven in so vsi na tistem zidu in gledajo telefon. In zdaj govorimo o katerikoli šoli. Pridejo ven, včasih rečemo malo slabšalno, kot zombiji. In prva stvar, ki jo naredijo, ker jim v šoli pač kolikor toliko prepovedujemo, vzamejo telefon in so na telefonu. Torej, v teh stikih govorim. Virus je potem dal vse te tehnologiji eno močen pospešek. Zato pač tole iz tega vprašanja, ki smo ga iskali, oni imajo svoj izziv, mi smo imeli svojega, oni imajo svojega. Jaz verjamem, da ga bodo v redu upravili. Ampak mi odrasli pa lahko pri tem pomagamo. V Franciji so že prepovedali te pametne telefone, recimo v šoli so absolutno prepovedani. Tudi na naši šoli jih imamo prepovedani. Jaz vidim, ko gremo na kakršenkoli izlet, ekskurzijo, če prepovemo telefone, kako drugačni so ti otroci in kako boljšo izkušnjo iztečejo. Misliš, da obstaja ta pot nazaj oziroma vsaj nekam v stran, da ne bo šlo tja, kamor drvimo? Mislim, da nimamo izbire. V zid se bomo slejko prej zaleteli. Te motnje in obolenja, ki zdaj naraščajo, povezavi tudi z digitalno tehnologijo, naraščajo tako hitro, da v nekem trenutku bomo morali reči stop. Glede tega me ne skrbi. Podatki, ki jih dobivam torej od psihiatrov in ostalih, so tako zastrašujoči, da to me res ne skrbi. Da se ne bomo v nekem trenutku rekli, ops, nekaj je treba narediti. Pa koliko bi bilo po tvojem mnenju, zdaj me res zanima, ker vidim, da imaš veliko teh informacij, koliko bi bilo po tvojem mnenju še sprejemljivo na dan imeti v rokah tablico in brskati karkoli, naj bo to družbeno omrežje, naj bo to iskanje raznih drugih informacij, študijsko gradivo, konec koncev danes imaš dostop do vsega, ali pač SMS tipkanje. Teh podatkov je že kar veliko v zbranih študijah, ki so tudi tako, zvenijo zelo konzervativno, glede na situacijo, v kateri smo. Kaj je to potem 1 uro na dan? Do določenega leta sploh ni potrebe. Torej, do šole se odsvetuje kakršnakoli zaslonska tehnologija. Torej, če že je kakšna televizija, pa je to ura na dan za risanke. Pa že to je vprašanje otrokove potrebe. Potrebe otrok potem nima, če ima dovolj človeških stikov, takih kvalitetnih, dobrih. Potem se pa seveda počasi dodaja, ampak to so res majhne številke. In te študije, ki so upravljene, se bolj ali manj vse strinjajo s tem. Ampak takrat si kar v enem svojem svetu, notranjem svetu, ampak me pa zanima, kakšen je pa tvoj svet, ko si prejemal informacije za to knjigo. Ti si rekel, da si jo celo nekaj let pisal, da ni to steklo v nekaj mesecih, ampak nekaj letni proces, da je bil. Kakšen je bil takrat ta tvoj notranji svet, odkot si črpal vse to in znanje in navdih? To je pa tisto vprašanje, ko ga je težko pravzaprav odgovoriti. Jaz, če bi imel možnost izbiro, pisal niti ne bi. Ker to je ogromna izguba časa. Če tako pogledam, koliko ur sem vložil v to. Gre pa za to, kar sem tudi na začetku že govoril, da vsak ima neko očitno notranje poslanstvo, ali pa niti ne poslanstvo, neko notranje gibalo, ki te sili, da počneš ene stvari, ki jih počneš in postaješ v tem vse boljši. In pisanje knjig je eno veliko veselje, ki ga imam, po eni strani, po drugi strani je pa kar izguba časa. Če pogledam samo, koliko knjig danes izide, res ne vidim potrebe še po eni knjigi. Tako da ta impuls, ki je prišel, je bil pa tako močan, da je vse to zanikal. Rekel, ne, napiši to, pusti sonce, pusti lepo vreme, pusti vse te knjige, ki izhajajo, pusti to, da skoraj ni možnosti, da bi to knjigo opazili, ob tej poplavi knjig. Nekaj, kar te sili. In to je ta notranji imperativ, ki ni, včasih rečem, to, kar me žene, je globlje od mene. Ja, to je super slišati, zato ker res se lahko, jaz sem imela mogoče 15 ali pa celo še več let nazaj, tudi to dilemo, kaj jaz lahko sploh še človeka vprašam, kar ga že nekdo ni vprašal. Koga lahko sploh še predstavim, recimo, ko sem razmišljala v prvi krizi novinarstva. Kaj sploh lahko jaz še nekaj novega dam, kar še ni bilo. Od zunaj sem izhajala.
koliko vsega že je, kaj vse že ljudje delajo, kaj vse sprašujejo, kaj je že bilo vse povedano, kaj je že bilo vse posneto. Od zunaj sem izhajala. Čim sem se obrnila navznotraj, da so znotraj mene, oziroma neka sila, ki je stvar postala veliko bolj lahka in tudi nisem potem iskala toliko smisla in filozofije okrog tega, kaj nekdo dela. In to je proces v tej prvi knjigi, tole je trilogija. In jaz se tako sam pri sebi malo omenujem, da prvi del je glava, drugi del je srce in tretji del bo duh. Svoje glava, tukaj je en od glavnih junakov izjemno racionalen, to je kriminalist, psiholog, ki je popolnoma na kognitivni ravni, izključil je vse emocije, izključil je vse, kar bi ga karkoli oviralo pri poslu. In torej izključil je konec konca tudi del sebe, mogoče najpomembnejši del sebe. In ko gremo skozi roman, ko se poveže s to sestro Dunjo, ona je pa seveda drugačna, ona pa ne prenese tega, da kdorkoli z njo komunicira samo iz glave, kot se temu reče, samo kognitivno. Kot si opazila, jo to živcira kot komarji. Tigraste komarje bi raje imela na sebi, rekla. In ona ga dejansko toliko časa vrta po njemu. Masira. Da na koncu vidimo, da ta del razpade. Takrat reče ta stavek. In takrat vidimo, da je ta njegov kognitivni oklep, s katerim se je obdal, razpadel in da je začel živeti. Ampak da je to seveda zelo boleče v tistem trenutku zanj. Če bi šel iz psihologije za narcisoidne ljudi, je včasih to zelo značilno in danes smo zaznamovani z narcisoidnostjo. Ampak to ni narcisoidnost, kot je ponavadi tako vsakodnevno razumemo, da je nekdo zaljubljen v samega sebe. Narcisoidnost definirajo tudi drugače. Gre za to, da, če se vrnem k otrokom spet, da so danes za nas kar neke vrste male produkti v zahodni družbi. Dobimo otroka in z njim moramo nekaj narediti. Nekaj mora postati. Opremati ga moramo z vsemi možnimi veščinami, z vsemi možnimi znanji, od glasbene do športa, da bo v tem času, ko na trgu uspešen. Bullshit, če sem lahko bolj tako ne. Tragedija. Dejansko je tragedija vredna literature. Duševna tragedija. In ko tako človek odraste dejansko in je produkt, je eno njegovih osnovnih vprašanj, kdo pa sem jaz? Kaj pa v resnici čutim? Kaj pa bi v resnici rad delal? Živi samo kognitivno. Prav zato, ker je toliko balasta na njega nanešeno. Tako, in odvreči narcisoidnost pomeni odvreči ves ta balast. In tukaj je tragedija. Namreč, ko si starejši človek, pri 40 letih in hočeš to odvreči, hočeš postati sam in odvržeš, lahko ugotoviš to, kar je pač ugotovil tudi ta, da v tistem trenutku je njegova ena sama stvar. To je obup. Obup, da nima ničesar. In takrat se reče, v redu, ampak je saj stvar, iz katere lahko začnem. Je moja. Je boljše kot tisto, kar je bilo tako, prej. Vse tisto je bila navlaka. Kaj naj postane? So starši, učitelji, šola, družba, televizija. Vsi so nam rekli, kaj naj bomo. In ko to odvržeš, in če je to zelo pozno, jaz mislim, da je to res strahoten občutek. In da razumem narcisoidne ljudi, v enem smislu jih razumem, odvreči pozneje v življenju, vso to navlako pa začeti znova, to je strahoten podvig. In verjamem, da je lažje obstati v tej lupini. Tako, Ta kriminalist Petrovič pa nima dosti izbire. Na koncu seveda vse to razpade in se znajde sam obupan, ampak seveda teče za to svojo Dunjo in skuša rešiti zadevo. Ostalo pa v drugem, tretjem delu. A že pišeš? Tako, drugi del nastaja in tam je seveda ta njegov razvoj zelo mi je pomemben. Tam postane pa srce pomembno. In se ti tudi ta notranji preporod tudi tebi dogaja ob tem? Se je moral zgoditi, iz tega črpam. Ta evolucija, ki je tekla osebnostna, je bila sicer že predhodno, ampak je prav del tega. Ko sem študiral psihologijo, oziroma psihoterapijo, sem moral prav na to pot in odvreči stvari, ki niso moje, ki sem jih vzel za svoje in potem gotovil, da ne. In da se moram krčevito boriti in krčevito porabiti ogromno energije, zato da se prepričujem, da so te stvari moje. Če ne drugega, je to ogromno prihranek energije. Ko odvržemo to, pogotovimo, kje smo, kdo smo. Del te zgodbe je seveda moj. A misliš, da nam to obdobje tudi k temu pomaga, da mečemo, oziroma da to lupino razbijamo? Misliš, da nam pomaga, ker smo v skrajne razmere potisnjeni? Morda to še ni skrajna razmera, ampak vsaj v dosti drugačne razmere. Mislim, da to vsa obdobja delajo, konec koncev. Učitelji imamo eno krasno priložnost oziroma privilegij. Vsakeč, ko pridemo v razred, nas spremlja tam 20-30 dijakov, učencev, ki imajo nezmotljivo sposobnost ugotoviti, kaj je naše, pa kaj ni. Zakaj je težko biti v razredu?
Zato, ker učenci, dijaki zelo hitro zavohajo, kdo je avtentičen, kdo je človeški in kdo ni. In ko ugotovimo, da učitelj nekaj igra, ali pa da je negotov, seveda negotov je zaradi teh balasta, ki ga ima, oni streljajo te svoje puščice točno tja. In pri učiteljih je tako, ali to razumeš, pa rečeš, tole bom odvrgel in potem me ne morejo več napast, ne morejo me več sprovocirati, oni to začutijo in nehajo in lepo teče pouk. Vse to si najbrž opazila, ko si bila v šoli. In učitelji, ki imajo zelo veliko mask, njih se neprestano provocira. Nisem, vse zato sem presenečena in se sprašujem, ali so zdaj te generacije drugačne. Ker recimo pri nas je bila recimo ena oseba takšna, ki je provocirala, bom rekla, oziroma sprobavala sošolec. Meje. Ne, sošolka. Aha, sošolka. Ja, sošolka. Medtem ko vsi ostali, več ali manj je bilo dosti pridnih, tihih, poslušnih. Zdaj pa vem, da te generacije so drugačne. Ali mi lahko potrdiš, da avtoriteta pada oziroma da jo je težje vzpostaviti samo s tem, da si pač učitelj in da imaš neko nad njimi? Avtoriteta ni vnaprej dana več. Ja. In dobimo si ravno s tem, govorim zdaj svoje izkušnje, da odvržemo v svoj balast, da si upamo biti v razredu ranljivi, izhajati iz te ranljivosti. Človeški v bistvu. Človeški in potem ni nobene težave več. Dam lahko zdaj zelo konkreten svež primer. Ja. Govorili smo nedavno na razredni uri s svojimi dijaki o budizmu, ki smo imeli predstavitev o religiji, in sem povedal tudi za en primer, ene zgodbe, in sicer, da te budistični učitelji grejo lahko zelo daleč od tem, da obvarujejo ljudi. Recimo celo tako daleč, da ubijajo. Šlo je za enega visokega budističnega učitelja, ki je vedel, da bo en tam lokalni trgovec pobil ostale trgovce. In je rekel, če bo pa to naredil, bo pa prvič svojo karmo zelo pokvaril in se bo rodil kot demon in naredil bo ogromno nesrečne tragedije. In se je odločil, da ga bo on ubil. In potem smo razpravljali o tem, a je možno, a bi lahko ubili človeka, če bi vedeli, da mu s tem pomagamo, če bi seveda verjeli v budizem. Ali bi, no in to je bilo potem vprašanje, ali bi ubili Hitlerja, recimo v njegovih mladih letih, če bi vedeli, kam se bo razvil. Kaj bo povzročilo njegovo? Izhodiščno vprašanje. Odgovori niti niso pomembni. Ja. Tukaj je pomembno, da si postavimo vprašanje. Ja. In potem sem slučajno pogooglal malo o Hitlerju, ker me to vprašanje še naprej zanimalo. In je se pokazala slika mladega SS-ovca, ki je bil del Hitlerjeve čete, ki ga je branila do zadnje minute in imel je popolnoma moj obraz. Čigav? Tvoj? Moj obraz, ja. Fizično? Fizično. Bil je Francoz, francoska enota, SS enota, ki je branila Hitlerja do konca. In sem to sliko potem tudi dijakom prinesel, sem rekel, pogledajte, kakšno je pa to znamenje. V tem vprašanju smo govorili, pogledajte, jaz pa vidim, da svoj obraz, to ste vi, seveda, tak antifašist, pa mogoče, ampak tisto, kar je potem poznejše ure, zdaj mi vedno rečejo, ampak v prejšnjem življenju ste bil SS-ovc, in zdaj je od mene odvisno, kako bom zdaj reagiral. Ali bom živčno reagiral, Ja. Jaz s tem sploh nimam težav, ker vidim, da me nekaj sprašujejo, nekaj zanimivo, intrigantno se jim zdi, s tem sem pomirjen. In tukaj dobivam avtoriteto. Ker vidijo, da me ne morejo zdaj, če bi rečejo, v prejšnjem življenju ste bil pa SS-ovc. Samo to pomeni, da imaš zelo razčiščeno sam pri sebi. Ker samo to, jaz mislim, da... To je bistvo avtoritete. Ja. Odvreči v to oblast, razčistiti, živeti s svojimi ranami, nekatere zapreti, če se da, če se ne da, pa seveda z njimi živeti. Torej, če mi kdo misli, da sem SS-ovc bil v prejšnjem življenju, pa to je zdaj za me zanimivo vprašanje, ni več ogrožajoče. Ja. Deva raziskovati to, kaj pa če sem bil, kaj pa to zdaj pomeni. Zelo svobodno, v bistvu že zelo svobodno čutenje, ne samo razmišljanje. Tukaj je avtoriteta, tako vprašaš, tukaj je avtoriteta. To je avtoriteta, ja. Se strinjam s tem, kar opisuješ. Biti miren sam s sabo. In jih potem slišati, potem vejo, da jih lahko slišiš. Goldfish je psihološki triler, ki se ne sprašuje le, ali je umor lahko upravičen, temveč tudi, ali je umor lahko molitev. No to, ko sem to prebrala, sem pa rekla, tole knjigo pa moram prebrati. Mislim, sem jo morala že zaradi najnega pogovora, ampak recimo, če bi prebrala to v knjižnici, bi rekla, no tole me pa res zanima, ker je pa skrajno. Ja, in se zopet navezuje, niti ni toliko skrajno, saj meni se ne zdi, mogoče sem že skrajen človek. Vračamo se k tistemu, kar sem pripovedal. Kaj bi Bog želel od nas? Ja. Moja interpretacija. Načeloma nam religije tudi prodajo, lahko rečemo, ali pa povejo, to, kar hoče Bog od nas, je, da živimo dobro.
In tukaj Bog skozi tega junaka pa pravi ne, Bog hoče, da živimo. Bog hoče, da živimo. In kaj nam pomaga biti dober, če ne živiš, če to počneš avtomatično, zato ker pač je taka logika zadeve in se niti ne sprašuje, zakaj to počneš. On pravi ne, Bog hoče, da živimo in kam nas bo to pripeljalo, je potem seveda vprašanje, ampak nedvomno je boljše, kot da živimo samo po defaultu, kot rečejo danes generacije. No, in ta molitev je pravzaprav s tem povezana. Rekel je, kaj če ne moreš do Boga in ne moreš moliti drugače, kot da ubijaš. Kaj lahko v tem primeru storiš? Hočeš pa biti v komunikaciji z Bogom. Si pa tako poškodovan, tako ranjen, kot je ta glavni lik, da ne moreš drugače se izraziti včasih kot z ubojem. Kaj takrat? Zdaj pa ne smem preveč pokvariti. Ja, ampak to je zdaj bilo pa res zanimivo, da še en korak dlje greš. Ja. Mislim, da poveš še en korak dlje, da ne poveš končne rešitve. Povem samo to, da je ta junak sklenil, če je to edina pot, potem grem po tej edini poti, ne glede na to, da je moralno izjemno sporno. In to je pravzaprav vprašanje, ki zadeva vse nas. Ja. Kaj je, če čutimo, da je edina možna pot, v kateri se čutimo žive, v družbi označena kot slaba, moralno pokvarjena? Kaj takrat? Ali ne to živost zapremo, rečemo pač ne bom živel, počakam do smrti in umrem, se upam, da razumemo, ta življenje, kaj mislim tukaj z glagolom živeti, ali bom šel po tej poti, ki zveni tako moralno sporna. In to junak se tukaj odloči, ja, šel bom po tej moralno sporni poti, ker je to edino, kjer se čutim, kjer živim, ne vem, kam me bo to pripeljalo. Jaz mislim, da tisti, ki se o tem sprašuje, se pravi, nekdo, ne bi rada sodila, ne vem, kako naj sploh to povem, da bo to sporočilo prišlo ven. Nekdo, ki recimo zagreši nek hud zločin. Ne moramo 100% reči, ampak recimo, če izbiram tip človeka. Jaz mislim, da ni prišel tako daleč, da nima te kapacitete, da bi ozaveščal stvari. Se pravi, tisti, ki se res to sprašuje, ima kapaciteto ozaveščati to temno plat in prek tega ozaveščanja privlačiti v svoje življenje več svetlobe. Sej vejo, če nismo nikoli izkusili žalosti, ne moramo zares vedeti, kaj je veselje. Če nismo nikoli izkusili bolečine, ne moremo vedeti v polnosti živeti, kaj je to radost. V tem smislu, ampak to je ozaveščanje in mislim, da zato so smiselna in na mestu takšna vprašanja za ljudi, ki berejo in razmišljajo in to ozavestijo. Ja, to je moje upanje. Ne, da zares to naredijo. Ja, to je moje upanje. Če je kakšna didaktična narava te knjige, bi lahko rekel, da je tudi to ozaveščanje. Ja. Sicer ni prva, ampak je tudi in mi je zelo pomembna. Hkrati pa vsakdanje slovenske stvarnosti, tudi če ljudje niso ozaveščeni, se srečuje z vprašanjem, ki je zelo slovensko. Kaj bodo pa ljudje rekli? Mislim, da ga vsi prepoznavamo. Pa ni slovensko, to je kar človeško. Evo, razširimo to. Ja. Še preko maja. Kaj bodo pa ljudje rekli? In to je v bistvu vprašanje, če ga prevedem, ali si upam živeti. Ja. Ali si upam biti to, kar sem. Tako, ali pa tako, ja, še bolje. Ali si upam sprejeti sebe v celosti. Tako. In to je tudi vprašanje deloma tega romana. Ja. Kaj bodo pa ljudje rekli? Kaj bo pa Bog rekel konec koncev? In se odloči vseeno, pač Bog bo rekel, kar bo rekel, ljudje bodo rekli, kar bodo rekli, jaz moram naprej po tej poti, ker ne morem več ne živeti. Ja. Ja, Klemen, zelo zanimiv pogovor, kar čakam to tvojo drugo knjigo, kako jo boš razvijal, ker me ta del še bolj zanima. Tudi jaz. Ki bo v drugem delu, ta del me še bolj zanima. Tako da do takrat pa prostane Goldfish, prvi del trilogije mojega gosta. Hvala, Klemen. Hvala tebi za povabilo. To je bil Klemen Lah.